V športni oddaji se bomo posvetili nekaterim ligaškim tekmovanjem. V Slovenski Bistrici ravnokar poteka izbor športnika leta. Izvedeli boste, kateri posamezniki so prejeli najvišja priznanja. Nogometaš David Beckham se je odločil, da bo kariero zaključil v Združenih državah Amerike. Za konec pa boste spoznali še Rusinjo Darjo Klišino, ki ima namen postati najboljša skakalka v daljino. Za odbojkarice Nove KBM Branik se sezona odvija po načrtih. Po pokalnem naslovu zdaj naskakujejo še državnega. Del zaslug, da jim gre dobro tudi v Srednjeevropski ligi, si lastijo mlade centralne blokerke. Precej slabše stojijo v mariborskem moškem športnem kolektivu, saj so trenutno na predzadnjem mestu. V odbojki so blokerji med najbolj cenjenimi igralci. Z njihovo pomočjo klubi lažje prihajajo do zmag, saj se velikokrat zgodi, da so odločilni trenutki tekem povezani z njihovim učinkovitim posredovanjem ob mreži. V mariborskem prvoligaškem ženskem odbojkarskem klubu imajo to igralno pozicijo že po tradiciji dobro zasedeno. Prvo ime zadnjega desetletja je bila Sonja Borovinšek, svoje pa je, ko je igrala kot blokerka, dodala tudi Maja Guštin. V tej sezoni blokersko linijo zasedajo Hutinskijeva, Kavčičeva, Pintaričeva in Kučeva, ki so visoke med 184 in 186 centimetri. Jaz bom rekel, mi imamo blokersko linijo zelo v redu. Vse 4 punce so že letos kar nekaj odigrale in tudi pokazale, da lahko odigrajo ne samo v slovenski ligi, tudi v Interligi. Sara Hutinski, bom rekel, je tu najbolj izkušena, tudi ima največ potencijala, ampak njena poškodba je bila dolgotrajna. Ona zdaj trenira dober mesec z nami, ampak še daleč od tega, da bi bila tista ta prav, kot si jo vsi skupaj želimo. Zaradi tega tudi take tekme, kot so danes, si damo priložnost, da bi enostavno prišla v tisto svojo igro, ki ona lahko prikaže in vsi to od nje pričakujemo in bom rekel, v tem trenutku nam manjkajo te, bom rekel, njene točke, kar se tiče napada in pa kar se tiče bloka. Za ostale punce lahko rečem, da isto so blokerke dobro delale in napadalno in blokersko. Na koncu koncev smo to na par tekmah tudi pokazali, tako da imamo, bom rekel, tu en širok izbor igralk. Med četverico blokerk je 24 leti najstarejša Pintaričeva. V prvi ekipi je že kar nekaj let. V tej sezoni je v Srednjeevropski ligi odigrala 9 tekem, pri postavljanju blokov pa je imela 23% realizacijo. Letos je naredila določen korak naprej. Jaz mislim, da ja. Kje? Z moje strani je predvsem v napadu, napredek pa ne vem. Kaj pa igra v obrambi? Ja, to mi je res ljubo. Tako da res uživam v obrambi, pa res dam vedno se od sebe, da bi ja polovila žogo, pa mogoče tudi v obrambi. Hutinskijeva je prva blokerka ekipe. Zato ima tudi največjo odgovornost. Preden se je poškodovala, je bila 20-letnica najbolj učinkovita blokerka Srednjeevropske lige. Trenutno je s 25 bloki iz 9 tekem na 6. mestu. Občutek, ki ga daje vodilna pozicija med vsemi blokerkami v ligi, je dodatna vzpodbuda, za kar se da hitro vračanje v formo iz začetka sezone. Zelo dober, zato bi rada, zato se mi gre zdaj toliko bolj za to, da prijem nazaj in da sem spet prva, ker vem, da sem to sposobna. Poškodba je v redu, ne boli več, ampak še vedno nisem na tistem nivoju, ko bi mogla biti, tako da se spravljam spet na tisto stopničko svojo. Ja, zdi se mi, da lahko še dosti dosežem, da še imam rezerve, kot se temu reče, in ne vem, po mojem odriv pa moč, na tem še bi rada delala in tudi bom. Mariborčanke veljajo za eno najboljših ekip Srednjeevropske lige. Konec koncev so v njej enkrat zmagale, redno pa se uvrščajo na zaključne turnirje. Ja, če držimo svojo igro in koncentracijo in vse kar je potrebno za neko normalno igro, se mi zdi, da ne bi smelo biti problema. Drugače pa na Final Four sem prepričana, da se bomo v vsakem primeru uvrstile. Zdaj za zmago pa se bomo mogli res potruditi, in brez padcev koncentracije, kot se to zelo dostikrat nam zgodi. Tretja blokerka v Novi KBM Branik je Kavčičeva. Po učinkovitosti je 18-letnica druga v ekipi. V 13 tekmah je dosegla 14 blokov. Konkurenca je velika, zato se moramo potruditi na vsakem treningu vse,
in pač trener se odloči, katero bo vrstil v prvo šesterico. Zdaj prva sezona, ko igram toliko tekem, pridobila sem že veliko izkušenj, super je igrati. Kučejeva je 17 leti najmlajša med četverico. Skupaj z Blagnetovo je prišla v Maribor na začetku sezone. Tako kot ostale 3 blokerke je tudi ona članica slovenskih reprezentanc. V tej sezoni, ko se spoznava z igranjem v zahtevnejših tekmovanjih, ne stopa pogosto na parket. A izgleda, da bo v naslednjem mesecu povečala število odigranih minut, saj je ekipa začela z nastopanjem v državnem prvenstvu, kjer njihov trener računa, da bodo ubranile prvo mesto. Prvo se moramo zdaj posvetiti, bom rekel, tej ligi, ki je zdaj pred nami v tekmovanju v tej modri skupini. Izkušnje izpred 2 let so nas sigurno da nekaj naučile. To smo vedno slabo odigrali, bom rekel, vedno smo bili v dosti slabem stanju, tudi po neko fizičnem. Letos smo, mislim, da v malo boljšem stanju tudi pričakali tole ligo in pa bom rekel tudi upam, da dosti bolj pametni. Se pravi, da bomo probali te stvari izpred preteklih let, ko smo, bom rekel, slabše igrali v tej modri skupini, jih popraviti in pa seveda prikazati čim boljše igre in pa probati seveda vse tekme zmaga, da bi štartali v play-offu z pozicijo številka 1. Pokalni naslov. Vodilna pozicija v državnem prvenstvu. Drugo mesto v Srednjeevropski ligi in 8. pokala Evropske odbojkarske zveze so rezultati, ki so jih v tej sezoni nanizale Mariborčanke. Pred njimi sta še 2 cilja. Naskok na prvo mesto v Interligi ter osvojitev prvega mesta v državnem prvenstvu. Precej nižji cilj kot v ženskem so si začrtali v mariborskem moškem odbojkarskem klubu. Ta govori le o uvrstitvi v končnico državnega prvenstva oziroma o osvojitvi 8. mesta po njegovem drugem delu. Van odbojkarji, ki jih letos vodi Sebastian Škorc, stopajo kot 9. uvrščena ekipa. Trenutno za tako želenim 8. mestom zaostajajo za velikih 5 točk. Napake se niso dalile, to so tiste napake, ki se dogajajo mladim ekipam. Mi imamo na vseh 3 pozicijah, na obeh spremavcih, na korekciji, stare igralce 18-19 let in nihče od njih ni bil do sedaj nosilec igre. Tako da letos dobijo oni v ključnih trenutkih žogo in vemo, kako se igralec počuti pri rezultatu 20-20 ali pa 23-23, malo drugače kot pa pri rezultatu 0-0. In te stvari še bomo mogli malo popraviti, tisto razmišljanje, odklopiti semafor in vse ostale stvari, kajti napredek je zelo viden, samo ne se z rezultatom. Jedro šesterke predstavljata trener in veliki motivator Škorc ter organizator Zemljak. Oba izjemno igrata v obrambi, saj sta bila vrhunska igralca odbojke na mivki. Ko sta prišla v klub, sta seboj prinesla okrepljen profesionalni pristop. Za nekatere fante je to prvič, da trenirajo po 2-krat na dan, da smo malo več v dvorani, tako da to je vse postopek. Mi smo zdaj v tem postopku in napredujemo. Mislim, da tudi večkrat to pokažemo na tekmi in rezultati bodo tudi prišli. Tako da mi igramo proti objektivno boljšim ekipam, iztržimo dober rezultat oziroma objektivno boljšim na papiru, mi pa dokazujemo, da lahko z njimi pariramo. Tako da na koncu odločajo nijance, tu je ena sporna sodniška odločitev, potem ena točka, ki bi lahko mi naredili, pa bi mi zmagali. Tako da mi smo tukaj in gremo že naslednji tekmi, gremo spet na zmago. Če boste pogledali statistiko, boste videli, da imamo boljši sprejem, boljši napad, dajemo več blokov, več žog polovimo v obrambi, tako da mislim, da napredek je, vidi se, mislim, da tudi gledalci to vidijo, da je borba, da se borimo. Zdaj na koncu še pa pač mogoče tudi malo izkušenj zmanjka na koncu, ampak tudi to bo prišlo, tako da sploh nas to ne skrbi. Mi smo vsi veseli, da smo na igrišču, se za vsako točko borimo in mislim, da bo tudi na koncu se na lestvici to poznalo. Prvenstvena tekma proti ekipi iz Nove Gorice je imela tipičen potek. Slabši začetek, odlično nadaljevanje in neprepričljiv zaključek. Ko so prišli Mariborčani do svoje igre, so bili Primorci povsem nemočni. Štajerci so povedli z 2-0 v nizih in suvereno nadaljevali tudi v 5. nizu. A niso vzdržali do konca. Napake so bile vse pogostejše. Z njimi so premagali sami sebe. Novogoričani pa so le vzeli tisto, kar so jim igralci v modrih dresih ponudili. Nismo izkoristili ponujene priložnosti. Drugi, tretji set smo odigrali vrhunsko in pokazali, da se lahko skosamo z vsemi nasprotniki. Na koncu je odločilo tudi malo sreče. Upam, da bomo pokazali podobno igro kot v drugem, tretjem setu tudi na ostalih tekmah. Vse nasprotnike dobro poznamo, vse smo z njimi igrali že po 2 tekmi. Mislim, da imamo še vse možnosti, da pridemo v četrtfinale, da ne rabimo igrati za ostanek v ligi. Vse bomo naredili, da se bo to tudi zgodilo.
Jutri bodo slovenske prvoligaške ekipe odigrale tekme zadnjega kroga prvega dela državnega prvenstva. Mariborčani bodo v Šempetru pri zadnje uvrščeni ekipi naskakovali 3 točke. S 3. zmago bi se lahko nekoliko približali Novomeščanom, ki so na 8. mestu. Zatem bo sledil drugi del državnega prvenstva, v katerem se bodo zadnje 4 ekipe še po 2-krat pomirile med seboj. In ravno v igranju proti enakovrednim nasprotnikom vidijo Mariborčani priložnost za preboj z 9. na 8. mesto. Za razliko od odbojkarjev Maribora, kjer sta Škorc in Zemlja vlečna konja, imajo v košarkarskem klubu Branik več izkušenih igralcev. Čeprav so prvenstvo v drugi ligi pričeli podobno neprepričljivo kot odbojkarji, pa so v zadnjih 2 mesecih uspeli sestaviti kult nepremagljivosti, saj so nanizali 7 zmag. Za 8. bodo morali jutri zmagati na gostovanju pri vodilnem Grosuplju. Za razliko od Maribora, kjer bodo morda imeli naslednjo sezono 2 košarkarska prvoligaša, pa jih v Slovenski Bistrici po izpadu odbojkarjev več ne premorejo. A imajo nekaj vrhunskih posameznikov, katerim v športni dvorani ravno kar podeljujejo priznanja za dosežke v letu 2011. V Slovenski Bistrici so 31. izbrali najboljše športnike. Tradiciji, v kateri so imeli največ uspeha judoisti in atleti, se tudi tokrat niso mogli izogniti, saj sta najboljša športnika ravno judoist in atletinja. Veronika Podlesnik, mlada skakalka v višino, je bila v minulem letu najbolj prepričljiva. Medalje je redno osvajala tako med mladinkami kot med članicami. 18-letnica je na državnem prvenstvu med mlajšimi mladinkami postavila osebni rekord, ki sedaj znaša 171 cm. Tisti osebni rekord je bilo kot neko presenečenje. Takrat sem v bistvu ga obnovila za 5 cm, kar je bilo kar ogromno, ker sem se sicer vrnila po kar hudi poškodbi hrbtenice in bila sem kar presenečena in zelo zadovoljna in sem vedela, da je zdaj pa to leto, ko bo se začelo napredovanje in sem začela samo napredovati. Zdaj bom pa delala še vse na tem, sicer zdaj imam bolj spet psihične težave, ker me je strah, pa določene treme in ko se mislim, da to poklopilo, sem sposobna spet za 5-6 cm obnoviti osebni rekord. Blizu odhoda na letošnje olimpijske igre je Matjaž Ceraj aktualni bistriški športnik leta. Državni prvak je na 2 turnirjih svetovnega pokala osvojil 2. mesto. Judoist, ki nastopa v najtežji kategoriji, je drugič zapored postal najšportnik Slovenske Bistrice. Komič čakam to evropsko prvenstvo, nekako štartam tudi, da bi na tem evropskem prvenstvu naredil neki rezultat. Vsi vemo potihem, kaj si želim. Moja najboljša vrstitev iz evropskega prvenstva je 5. mesto, tako da nimam kaj skrivati, pa mislim, štartam na medaljo, kar vem, da sem sposoben. Upam, da se bom dobro pripravil, da bi bil to nek mini vrh letošnje sezone pred tistim olimpijskim igram in pa seveda, da sem mi uspel vrstiti na olimpijske igre, čeprav vsi pravijo, da nekako sem že tam, jaz še vedno ostajam realen. Za mano je še 8 tekmovalcev, ki mogoče niso tako velike razlike in vsi upajo na to kvoto, da bi se vrstili na olimpijado in mislim, da do evropskega prvenstva ne bo lahko, tako da je treba počakati do konca. Za dokončno potrditev udeležbe na letošnjih olimpijskih igrah mora Ceraj na enem izmed prihajajočih turnirjev svetovnega pokala osvojiti eno izmed prvih 3 mest. V Londonu pa je že Franc Očko. Mednarodna judo zveza ga je uvrstila na seznam tistih, ki bodo sodili na olimpijskih igrah. Vsi, ki pač spremljate ta naš šport, smo po olimpijadi v Pekingu kar drastično spremenili pravila. Temu so se morali prilagoditi tako tekmovalci, trenerji, njihovo delo in pa potem tudi sam način sojenja. Se pravi, predvsem je bil to prepoved napada z roko pod pas. Se pravi, vse te tehnike so se ukinile, so kaznovane s takojšnjo diskvalifikacijo. To je bila tako drastična odločitev, da včasih brez pomoči kamere, ko se počasi posnetki še pogledamo, včasih v sami praksi ne mogoče oceniti, pa imeti 100% kontrolo nad pravilnim oziroma nepravilnim prijemom. Paraolimpijsko normo je izpolnil Franc Pinter, ki je danes že 11. prejel posebno priznanje. Sicer pa na prireditvi v Slovenski Bistrici podeljujejo tudi regionalna priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije.
Malo statuo bosta prejela plezalka Mina Markovič in veslač Grega Domanko. Kar se tiče ekipnih rezultatov, je članska nogometna vrsta postala najboljša med kolektivnimi športnimi panogami, med individualnimi pa je prvo mesto osvojila članska ekipa judo kluba Impol. Za košarkarji Branika je 15 drugoligaških tekem. V povprečju so dosegali po 75 košev, prejemali pa po 70. S povprečkom 17 košev je izkušeni Remus prvi strelec ekipe, Brolih pa s 4 podajami tisti, ki najbolj skrbi, da soigralci prihajajo do čistih položajev za mete na koš. Skoraj 7 skoki na tekmo je 20-letni Barovič prvi lovilec odbitih žog. Mariborski drugoligaš ima 26 točk in je na 4. mestu. Za vodilnim Grosupljem zaostaja za 2. Če ne bi bilo 4 porazov v prvi polovici tekmovanja, bi bil danes morda vodilni na lestvici. Na začetku predvsem je bila se poznala ta neuigranost, ker je dosti tudi novih igralcev prišlo, zdaj pa skozi ta obdobje, vse smo že kar dolgo skupaj, smo se v bistvu igrali, poznamo en drugega. Tudi v garderobi je na začetku zelo vzdušje super, ampak zdaj se popravlja, vrejo smo vsi in jaz ne vem, zakaj se ta niz ne bi mogel nadaljevati tudi proti dobrim ekipam. Čeprav so v Braniku že pred sezono sestavili močno ekipo, jih je na začetku prvenstva okrepil njihov nekdanji košarkar, ki je trenutno član Heliosa. Svojo višino je še nekoliko dvignil povprečje ekipe, v kateri je kar 6 dvometrašev. Na centrskih linijah smo zelo dobro pokriti, nad povprečjem v ligi 2-15, 2-10, 2 igralca, to res nima skoraj vsaka ekipa. Smo, ja, tako sta rekli, mešanica mladih, starih, je dobra kombinacija. Recimo, da imamo 2 enakovredni peterki, zato se lahko kosamo vsaki. Ker je bil po prvih 8 ligaških tekmah izkupiček Boren, je prevzel trenersko mesto v ekipi, tako kot že nekajkrat v preteklosti Mario Primorac. Ob njem si izkušnje vodenja članske ekipe pridobiva njegov pomočnik. Člansko ekipo je treba pametno pripravljati. Na začetku tedna je treba zdvigniti intenzivnost treninga in bolj pametno v koncu tedna tudi popuščati. Za člansko ekipo je tako, treba dati dosti veliko šuta na koš, dosti taktike se dela. Najbolj je pa pomembna koncentracija. Če koncentracija je pravi pristop, je vse lažje. Rezultati v zadnjem obdobju kažejo, da so v Braniku uspeli ujeti vrhunsko formo in da lahko premagajo vse nasprotnike. Do zdaj smo nanizali 7 zaporednih zmag, tako da smo v nekem ritmu zmag. Z tem ritmom hočemo čim dalje nadaljevati, ker imamo zdaj tale 3 težke tekme smo zdaj imeli, zdaj smo 2 zmagali, zdaj pa najbolj odločna pa pride zdaj. Jutri bo veliki drugoligaški derbi. Prvouvrščena ekipa bo poskušala zadržati primat in vrniti Braniku za poraz v prvem delu. A se ti serijo 7 zmag v podzavesti ne bodo dali kar tako odpraviti. Še 11 tekem je do konca, tako da je po meni vse odprto. Mi gremo zdaj v Grosuplje, trenutno imamo 7 zaporednih zmag, zaupanje je na zelo visokoj ravni. Igramo, ko ste videli danes, igramo zelo dobro, sem zadovoljan, obrambom sem zadovoljan, v napadu tudi igramo dobro, tako da v Grosuplje gremo odigrati dobro tekmo. Primorac veliko stavi na brata Brolih, ki sta ob Vergineli najizkušenejša člana njegove ekipe. Z Remusom, Vrankovičem in Bratino sestavljajo najbolj udaren del ekipe. Blizu so jim Miletič, Barovič, Tratnik, Gavrič in Skrbinšek. In ravno uporabna številčnost je v tej sezoni največja Branikova moč. V minulih mesecih se je veliko govorilo, da se bo David Beckham vrnil v Evropo. A je nogometaš, ki je poslovno zelo aktiven, navkljub mamljivim vsotam denarja sklenil, da bo ostal v Združenih državah Amerike in je v Los Angelesu podpisal novo pogodbo. Tudi zato, ker želi po končanju aktivne kariere ustanoviti lastno ekipo. Rusinja Klišina velja za eno najbolj perspektivnih atleti na svetu. Nekdanja mladinska svetovna prvakinja nadaljuje zbiranjem prvih mest tudi v članski kategoriji in bo na olimpijskih igrah ena izmed favoritin za zlato medaljo. It's an exciting moment for me, obviously. Like Tim and Bruce said, you know, one of the major reasons why I wanted to continue in LA is because my family are happy here.
We love living in America, we love living in LA. But like Bruce said, the reason I came to LA is to play soccer. The reason I came to play for the Galaxy is to win a trophy. I hadn't done that for 5 years. Well, I hadn't done that for 4 and a bit years. And then last season, we did it. I must admit, I'd never come back after a season with the Galaxy and been a champion. I wanted to have that feeling. I wanted to enter back into this team and that locker room being a champion. And we are, but we're not finished. You know, I'm not just happy with one championship. I want more. So, happy to be back and looking forward to the season. At this stage in my career, at this moment in my life, you know, my family, they always are, my family and my children are the most important thing to me. My children love living here, like I said before. And, you know, at the end of the day, at 36 years old, to still have the offers that I was having thrown at me, you have to look at all options. But I've been a Galaxy player for 5 years. I'd enjoyed it for 5 years. I'd especially enjoyed the last 3 years being coached by Bruce and having his team around us. And I'm in a team now that I'm excited about. As in being captain for the G League team, you know, obviously I've had conversations with Stuart Pearce, but you know, as of being captain and as of even being selected, you know, that's not obviously been decided yet. So as long as I'm fit, as long as I'm healthy, as long as I'm informed, then hopefully I have a chance of making the team. I'd love to be captain. I've been captain a few times for my country before, and to lead them into an Olympics would be special for any player. To be honest, I was messing around earlier. Retirement was never a part of my plans. You know, it had been talked about by other people, but it always is when you get to this stage in your career. But retirement, you know, I've not even started thinking about that yet. You know, last season was such a special season, not just because we were champions, but the way we played, the way we conducted ourselves on and off the field. I could feel the change within the players and the young players, and you know, we had young players that were coming into games, stepping up and performing and winning games for us, and we hadn't had that you know, before. So yeah, it felt like a special season during the season. Moskva je dom 10 milijonov ljudi, obenem pa tudi ruska politična, gospodarska, kulturna in športna prestolnica. Je tudi okolje, kjer se med najboljše atletine na svetu prebija Darja Klišina. Odlična skakalka v daljino želi v prihodnje še bolj izstopati na svetovnem prizorišču. Za njo je izvrstno leto 2011. Darja je od nekdaj zaprisežena športnica. Najprej jo je omrežila odbojka, nato pa so trenerji na šolskih tekmah opazili njeno hitrost in jo zvabili v atletiko. Родители никогда на меня не давили, не заставляли куда-либо идти, и все время давали мне свободу выбора. И я решила выбрать легкую атлетику, так как предпочла индивидуальный вид спорта, нежели командный, потому что в команде, естественно, я считаю, что тяжелее тренироваться и держаться таким плотным коллективом. Мне такое больше как волк-одиночка интересно. И я начала тренироваться. Сначала делала все виды. Leta 2007 je postala evropska mladinska prvakinja. 3 leta kasneje, pri le 19, je preskočila magično mejo 7 metrov. Le dvakratna olimpijska prvakinja, Nemka Heike Drexler, je bila mlajša, ko je uspel ta dosežek. Вот это правильнее звучит. Да, она была юниоркой в 19 лет, рекорд страны побила, и чуть-чуть мы до Дрекслер не дотянулись. Попади на планку хорошо, мы бы побили и тот мировой рекорд Хайки Дрекслер 7:14. Но, я говорю, еще раз повторюсь, все, кто летят за 7 метров, это уже гроссмейстер.
в легкой атлетике, в прыжках в длину среди женщин. Именно переход во взрослый спорт, да, у меня произошел опять-таки плавно, не вместе с моим возрастом. То есть я очень давно начала выступать со старшими девочками, поэтому я уже давно влилась как бы в их коллектив и даже на свои старты ездила намного меньше, чем ездила с ними. Поэтому сейчас мне гораздо легче, чем, возможно, всем остальным, которые делают резкий переход, не выступая со взрослыми, а выступая только в своей возрастной категории. Вот. Я себя абсолютно чувствую с ними как дома себя. Вот. И когда я первый раз прыгнула 7 метров, для меня это было даже неожиданно на тот момент. Вот. Ну, естественно, приятно. Вот. Ну, это просто, опять-таки, такая цифра, такой рубеж, который, наверное, каждая спортсменка хочет преодолеть. Вот. Но я как бы не собираюсь на этом останавливаться, потому что 7:03 – это не предел. Prehod v članske vrste je Darja prestala brez pretresov. Lani je zmagala na dvoranskem evropskem prvenstvu v Parizu in na evropskem prvenstvu na prostem za člane do 23 let v Ostravi. Zdaj, ko je jasno, da je ena izmed najbolj nadarjenih atletin v tej disciplini, je njena trenerka postopno zvečala intenzivnost vadbe. Darja kombinira šport s študijem. Uči se o športnem menedžmentu, saj bi rada tudi po karieri sodelovala z atleti. S svojim videzom se svetlolaska prav tako odlično znajde v svetu mode. Ker stalno razvija svojo podobo, so snemanja in fotografiranja vse pogostejša. Atletika je sicer še zmeraj v središču njene pozornosti, zato so vse druge dejavnosti pod nadzorom njene trenerke, ki skrbi, da bo tudi v olimpijski sezoni odlična. Мечта – это когда где-то заоблачно и далеко, вот, а цель уже это достаточно близко, и Олимпиада, так думаю, что первая моя, это уже через год, вот, так как я в любом случае сделаю все возможное, чтобы на нее попасть и хорошо выступить. Вот, в принципе, это является как бы, да, главной мечтой, как вы выразились, но главной целью моей на ближайшее время. Biti ali ne biti? Pred četverico slovenskih reprezentantov v tekvandoju je trenutek resnice. Jutri in v nedeljo bodo v ruskem Kazanu skušali premagati kar se da veliko nasprotnikov in osvojiti enega izmed prvih 3 mest. S tem si bodo zagotovili nastanitev v londonski olimpijski vasi in nastop na najpomembnejšem letošnjem športnem dogodku. Sicer pa ima Slovenija na seznamu olimpijskih kandidatov 86 posameznikov. Med njimi jih je 19 že izpolnilo olimpijsko normo. Morda jih bo v nedeljo že 20. In ne pozabite, v petek ob 19:30 bomo znova skupaj. Nasvidenje.